letošnjem letu se spominjamo 120-letnice rojstva velikega umetnika Mihe Maleša. Ker je v povezavi s Prešernom povezan z Prešernovim mestom, je prav, da se mu pokloni tudi galerija Prešernovih nagrajencev. In tako smo v to razstavo vključili kot eno temeljnih poglavij Maleševo ukvarjanje s Prešernom, se pravi njegove znamenite ilustracije Prešernovega sonetnega venca, ki se jih je lotil dvakrat. Prvič zgolj v črno-beli verziji, še v 30 letih, in približno 2 desetletji pozneje dodajal barvo in celotno zgodbo kot ilustracijo te Prešernove mojstrovine oblikoval še enkrat. Približno 2 desetletji pozneje pa je bil pri založbi Lipa v Kopru umetnik povabljen, da pripravi ponatis te popularne ilustratorske zgodbe sonetnega venca. In ob tej priložnosti je te prvotne izvode koloriral, tako da je druga, tudi po formatu malo večja izdaja, kolorirana. In ob tej priložnosti je celotni sonetni venec natisnil kar nekajkrat in to je mogoče tema iz Maleševega opusa, ki je bila tudi največkrat razstavljena tja do daljnih Lisic na Moravskem, na Dunaju, v Zagrebu, Puli. Skratka, to je zgodba, ki sva jo skupaj z Maleševo hčerko tako rekoč razmnožili, kot bi tiskali grafike in jo predstavili v najrazličnejših okoljih. In seveda je tudi, kot se spodobi, v tem kranjskem ambientu zaživela in predstavljena tudi z fizičnima izvodoma obeh knjig, tako prvotne izdaje, ki je izšla pri njegovi založbi. Podčrtajmo še enkrat to Maleševo podjetnost, da je za izdajo svojih knjig ustanovil svojo bibliofilsko založbo. Se pravi, da je bil naklonjen unikatnim, posebnim tiskom in tudi Prešernov sonetni venec je tiskal na 2 mestih. Seveda je bila ilustracija izdelana doma, medtem ko je za tisk poskrbel, da so ga na posebno izbranem papirju natisnili v Pragi. Ob sonetnem vencu se je lotil še drugih Prešernovih poezij in izdal v svoji samozaložbi oziroma bibliofilski založbi, ki jo je ustanovil, še nekaj manjših publikacij, kjer je kot ilustratorje povabil svoje kolege, likovnike, med drugim Stupico, Pregla, skratka to generacijo svojih kolegov iz 4. generacije, tako da so drobne knjižice ilustrirali in posamezne verze strunam, dekletam pod oknom upodobili v teh drobnih knjižicah. Sicer pa smo se to pot osredotočili na figuraliko, saj je figura ena osrednjih tem, ki jo Maleš obravnava v svojem opusu od zgodnjih začetkov, ko je kot praški študent zapustil akademijo v Pragi. Omenimo še to, da je skupaj z Jakcem pravzaprav utemeljitelj naše slovenske grafike. Nemara sta si z Jakcem blizu tudi na področju portreta. Vsi poznamo številne Jakčeve upodobitve kulturnih delavcev, likovnikov, njegovih kolegov, ki jih je seveda izdelal v njegovi značilni risbi, medtem ko je Malešev doprinos na tem področju predvsem v okviru fotografije. Že kot lastnik
umetniškega salona na Kongresnem trgu v začetku 30. let minulega stoletja, ko so se v tem lokalu oglašali številni kolegi, slikarji, pa tudi pisatelji, pesniki, jih je Maleš ujel v svojo kamero. Sicer pa smo to razstavo, s katero smo obeležili to visoko obletnico, namenili samo enemu področju Maleševega ustvarjanja, in sicer figuri, ki je zagotovo tudi najpogostejša tema njegove ustvarjalnosti. Figura je seveda prisotna že v prej omenjenem Prešernovem opusu, ilustratorski spremljavi njegovih poezij, pa tudi sicer je od portreta prek akta in figure širše zagotovo eno najpogostejših področij, ki jih Maleš ujame bodisi v svoj fotoaparat, jih naslika ali izdolbe v grafično matrico in razmnoži v razmeroma nizki nakladi svojih grafik. Na tej razstavi smo, poleg že omenjenega Prešerna, izbrali nekaj njegove grafike iz zgodnjih let, še iz praškega študija. Tam je opravil namreč specialko grafično in že takoj po povratku v Ljubljano je prinesel idejo ne zgolj razmnoževanja grafike v naš prostor, ampak se je lotil tudi svoje prve knjige, Rdečih lučk, ki so na tej razstavi posebej izpostavljene. Namreč našlo se je zdaj nekaj, kar ni bilo doslej poznano, da je risbe, ki jih je izdelal za svoj knjižni prvenec, Rdeče lučke, in uvodoma z Gradnikom in verzi po spremu, sicer pa jim napisal sam svoj občuten predgovor, da je te upodobitve, seveda gre spet za figure, upodobil oziroma odtisnil te klišeje na svilo. In ti izdelki so se skrivali v tej njegovi bogati zapuščini, ki jo je do konca svojega življenja v lanskem letu skrbno varovala njegova hči Travica Maleš Grešak. Poudarimo še to, da je pomemben del te razstave namenjen Maleševemu makedonskemu ciklusu. Konec 40. let prejšnjega stoletja je bil povabljen na nek folklorni festival v Skopje in očarala ga je tamkajšnja slika vseh nož, pisanih nož, pokrival, vezenin, skratka razkošje vzorcev in tega blišča folklore, ki je v tem okolju še vztrajala, ne le da so jo gojili za posamezne praznike in da so se ženske, pa tudi moški, oblačili v te svoje noše zgolj ob prazničnih dnevih, ampak je bilo to običajno oblačilo, ki ga je bilo srečati tako v vaškem, pa tudi mestnem okolju. No in ta podoba je Maleša v resnici pritegnila, da je iz tega potem črpal kar dlje časa in ustvaril zajeten ciklus, predvsem v tehniki monotipije, pa tudi litografije in litogravure.
ta ciklus obrazov, kjer je poudarek na že omenjenem folklornem blišču, na pokrivalih, na bogato izvezenih oblačilih. No in za to razstavo smo ta imenitni ciklus, ki je v lepem deležu hranjen v Kamniški galeriji Mihe Maleša, prenesli zdaj v kranjsko okolje. Maleševa popularnost je bila takrat v 50. letih kar visoka. Ne zgolj te noše, ki jih je v tej publikaciji zbral in natisnil za širšo javnost, tudi svoje popotne vtise iz približno tega časa, ki so veljali širši Evropi, je pokazal v Moderni galeriji. To je bil rezime njegovega več kot enoletnega bivanja sredi prejšnjega stoletja pri znamenitem založniku Doretu Ogrisku v Parizu, in takrat se je domislil, da zanj in za njegove edicije, kjer je predstavljal posamezne evropske države, prekrižari Francijo do juga, do Azurne obale, pa vse do severa. Odpravil se je še v druge severne dežele, v Holandijo, pa celo čez kanal do Anglije, do Londona. No in to je drug tak velik korpus njegovih popotnih vtisov, veliko vedut, veliko mestnih prizorov, pa seveda v vsem tem opusu ne manjka spet figure, ki jo je v kakšni značilni noši, kakšno bretonko, recimo upodobil tudi v tem svojem opusu. Maleš je svoj bogat ikonografski izbor predstavljal v najrazličnejših materialih. Ne zgolj grafika, ki je seveda najštevilčnejša, monotipija, ki je prav tako obsežna, pa tudi slikarstvo. Polotil se je tudi drugih tehnik. Za marsikatero svoje delo je pripravil še posebno predlogo za tkalko, imenitno tkalko Etelko Tobolko iz Novega Sada, in je prenesla te njegove motive tudi v te volnene niti in z volno poskušala poustvariti njegovo likovno delo, bodisi v grafiki ali olju, in je v Maleševi zapuščini kar nekaj imenitnih tapiserij. Ena je oziroma dve iz tega področja sta tudi na tej razstavi in se imenitno podata spodaj v stebriščni dvorani, v to okolje, in hkrati opozarjata na to možnost prenosa iz ene tehnike, ki je izključno odtisnjena na papir in potem prenešena v to bogato, barvito okolje v drugem materialu, v tapiserijo. Kako vsestranski umetnik je bil Maleš, nas opozarja še drugo poglavje. In sicer lotil se je, tako kot kakšni vrhunski umetniki, recimo Picasso, Dufy, predvsem Francozi, je poskušal svoje
zamisli prenesti tudi na polje keramike. Tako je vsaj nekaj njegovih poslikanih vas tukaj v tem okolju Prešernove galerije zaživelo in pokazalo tudi na to njegovo področje ustvarjalnosti, se pravi tapiserija, keramika, knjižna oprema. Vse to so področja, ki se jih je poleg osnovne grafične in slikarske zgodbe loteval Maleš. Če povzamemo doslej povedano, lahko ugotovimo, da je rdeča nit, ki povezuje vse prostore v pritličju in prvem nadstropju te imenitne galerije, namenjena predvsem Maleševi figuri. Obrazu, dopasni figuri, tudi goli figuri, figuri v najrazličnejših pozah, z najrazličnejšim dekorjem, še posebej, če znova omenimo ta njegov makedonski ciklus. In temu smo namenili to pot največ pozornosti. Lahko bi seveda krenili še na kakšna druga področja, na njegovo slikanje narave. Posvetili smo se monotipiji, ki jo je eden prvih uveljavil v tem našem prostoru, in ob tem povejmo morda to, da je monotipija neke vrste vezni člen med grafiko in slikarstvom. Grafiko zato, ker je pripravljena na ploščo in je odtisnjena, mono pa nam pove, da gre za en sam izvod, oziroma včasih je mojster izdelal celo dva, da je še dodatno oplemenitil tisto, kar je ostalo na plošči, in matrico odtisnil še enkrat. Vendarle gre v osnovi za monotipijo. Tako da je ta tehnika, ki se povezuje tako na eni strani z grafiko kot slikarstvom na drugi strani, kar lepo predstavljena. Za Miho Malešem je ostala ogromna likovna zapuščina. In seveda so nam ti prostori v imenitni galeriji Prešernovih nagrajencev omogočili le fragmentarni prikaz. Zato je bila odločitev, da se vendarle najpomembnejši temi njegove ustvarjalnosti, se pravi figuri, posvetimo v kar največji možni meri. Tako smo ga pospremili kot ilustratorja z njegovimi ilustracijami sonetnega venca, pa njegovega knjižnega prvenca Rdečih lučk, vse do obsežnega ciklusa, ki žari v vsej barvni bogatiji v makedonskem ciklusu. Poleg tega pa smo ga sprejeli tudi kot umetnika, ki mu niso bili tuji tudi materiali, kot je keramika. Na teh oblih vazah je upodobil kar nekaj aktov in obrazov, pa vse do tapiserije, kamor je v volneno nit vpletla tkalka njegovo likovno misel, in spet je tukaj v ospredju figura, oziroma gre za barvno različico v drugem materialu prvotne črno-bele grafike. Torej, razpon od črno-belega pa do bogate barvitosti, to je po drugi strani Maleševa zapuščina, ki jo ta razstava kljub svoji številčni skromnosti vendarle poudari in pokaže.